Dober dan, to je NN Studio. Po številnih pretresih in odhodih ministrov iz Golobove Svobode, ki so se vrstili kar eden za drugim, je zdaj prvič na udaru tudi druga največja koalicijska stranka SD. Ta je sinoči zaradi objektivne odgovornosti pri nakupu propadajoče stavbe na Litijski cesti svojo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan pozvala k odstopu s položaja. Kaj bo storila, še ni znano. Prav tako svoje odločitve še ni sporočil Robert Golob. So pa predsedniki koalicijskih strank pravkar zaključili sestanek pri premierju. Kaj so se dogovorili, kakšna bo torej usoda Dominike Švarc Pipan. Skoraj neposredno z tega sestanka je zdaj v naš studio prišla podpredsednica vlade, predsednica stranke SD in seveda ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospa ministrica, kot rečeno, malo prej ste zaključili ta koalicijski sestanek pri predsedniku vlade. Govorili ste tudi o usodi Dominike Švarc Pipan. Kaj ste se dogovorili? No, to je šlo za redni sestanek vodstev koalicijskih strank, mislim, da 5. po vrsti. Ne bom skrivala, da med 3 urami, ko sem zapuščala, je šel ravno k koncu sestanek. Ne vem, če smo namenili 5 minut pozornosti, ker pravzaprav sinoči ni nič novega. V tem delu imeli smo pa redne teme na sestanku, govorili smo o izhodiščih pokojninske reforme, tudi medijsko zakonodajo. Skratka, tista, kar smo se dogovorili v koaliciji, da pregledujemo izhodišča sprememb, ki jih bomo dajali na dnevni red. Tako da smo zelo veliko časa namenili temu. Je pa predsednik vlade nas obvestil, da je ministrico poklical in da se bosta zvečer srečala, ko bo tudi sam sprejel odločitev. Sva na zvezi. Jutri zjutraj imamo spet koalicijski sestanek pred zasedanjem vlade, vrh koalicije, tako da jaz mislim, da po verjetno večernem sestanku bo tudi predsednik vlade, predvidevam, da sporočil odločitev, če ne bo tudi ministrica sama prej, ki za zdaj še ni komentirala. Jaz sem jo obvestila sinoči o sklepu predsedstva. Verjetno si je tudi sama vzela čas za razmislek, vendarle je to za vse nas naporna situacija. Objektivno odgovornost smo prevzeli, predsedstvo stranke je ravnalo zelo zrelo na tem delu. Dali smo priložnost tako nekdanjemu sekretarju kot ministrici, da odgovarjata. Predsedstvo je naš največji organ, najmočnejši pravzaprav, in je na koncu tudi sprejelo soglasno sklep, da pozivamo ministrico zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski ne odstopi. Da, vmes je že tudi tretja koalicijska partnerica Levica dejala, da bo sledila v bistvu temu, kar pravite vi, oziroma temu sklepu, ki ga je vaše predsedstvo sprejelo, torej, da pozivate ministrico Švarc Pipan, da odstopi. Z Levica se torej s tem strinja. Tudi vodja poslanske skupine največje koalicijske stranke Svoboda, gospod Borut Sajovic, je nekako rekel, da v primeru, ko se ugotovi objektivna odgovornost, so stvari jasne. Ampak vi ste v bistvu zdaj njeno, kot predsedstvo stranke, objektivno odgovornost ugotovili, jo tudi priznali, ampak kot ste rekli, odločitev bo sporočil premier. Mene zanima, kaj vi kot stranka od njega pričakujete, glede na to, da je včeraj v Državnem zboru na poslansko vprašanje SDS, kjer so vmes že vložili tudi interpelacijo zoper ministrico, dejal, da bo počakal na stališče vaše stranke. To ste ga vi v bistvu tudi prosili, da na to počaka. Zdaj ga ima, to vaše stališče, vam je zagotovil, da mu bo sledil. Glede, tako kot predsednik vlade, tako kot ministrica ali nekdanji sekretar, si tudi naša stranka, jaz osebno želimo pojasniti, vedeti več o okoliščinah in vseh dejstvih. Zelo veliko je dvomov v javnosti, veliko se zdi, da se je dogajalo nekih nepravilnosti, ampak jaz pravim, imamo organe pregona. Mogoče se to nekomu zdi čudno, ampak organi pregona so tisti, ki odgovarjajo oziroma iščejo, presojajo krivdno odgovornost. Na stranki včeraj nismo govorili o krivdi, ker ni to naša naloga, ampak organi pregona so tisti. Danes imamo KPK, NPU, tožilstvo, veliko ljudi se ukvarja za to pristojnih na ministrstvu, kaj se je dogajalo, in ravno to je tisto, kar je nas vodilo k premisleku, da kot javni funkcionar, če nimaš tega zaupanja, tudi nezaposlenih ali javnosti, ne moreš opravljati verodostojno svojega dela, je pravilno, da prevzameš ta del objektivne odgovornosti. To se je od ministrice pričakovalo, da lahko postopki neodvisnih organov nemoteno tečejo. Sem pa jaz tudi zelo jasno povedala in pri tem bom res odločno vztrajala, če se bo v nadaljevanju izkazalo, da je kdorkoli, kakorkoli, tudi s strani naše stranke,
upleten ali kdorkoli drug, za vse morajo biti enaki vatli. In takrat bo potrebno prevzemati odgovornost. Danes se zdi, da vse smeri letijo puščice. In ravno to je slabo, zakaj sem jaz tudi za ministrico govorila. V tej situaciji danes v izogib, da ni obkladanja, smo vendarle tudi koalicijski partnerji, so različni interesi. Si želim, da so tu organi, ki raziščejo, kaj se je dogajalo. Nenazadnje je zato zainteresirana slovenska javnost, ki si zasluži odgovore. Da, ampak vprašal sem vas, če imate zdaj zagotovilo premijera, da bo sledil vašemu stališču. Zagotovila nimam. Če bi ga imela, bi verjetno tudi že sam povedal. Tako da je pa zelo jasno, če se predsedstvo stranke odloči, da ministrica nima več zaupanja, vi morate vedeti, da je to isto predsedstvo kot najvišji organ sprejelo tudi odločitev, da smo mi 4 ministrska ekipa s sklepom, ki je včeraj za podobnim sklepom samo dalo nezaupnico eni od ministric. Zato tudi pričakujem, da bo predsednik vlade seveda kot koalicijski partnerici sledil s pozivom predsedstva. Kaj pa boste naredili, če premijer ne bo naredil ničesar? Kako bi razumeli takšno kljubovanje koalicijski partnerici? Rekli ste sami, ki je v bistvu ministrsko ime tudi predlagala. Vaše predsedstvo je to predlagalo. Narobe bilo od mene pričakovati, da zdaj prejudiciram, kaj bo, če bo. Jaz sem povedala, kaj je moje pričakovanje, kaj je pričakovanje predsedstva. Jaz mislim, da je tudi javnost od stranke, vidite sami, da se je pritisk stopnjeval, pričakovala, da se odločno odzovemo. Ministrici je vmes umrl oče, imeli smo težko situacijo in sem si želela, da res kot predsedstvo damo ministrici priložnost kot nekdanjemu generalnemu sekretarju, da predsedstvo odgovorita na vprašanja. Smo počakali, smo to upravili, ko je bila prva možnost. Jaz mislim, da smo imeli včeraj res zelo resno in odgovorno razpravo. Odločitev je zdaj v bistvu povsem na premijeju. Samo on je v bistvu lahko še pozove k odstopu ali pa predlaga njeno razrešitev, tako je bilo pri kmetijski ministrici Šinko, torej da predlaga razrešitev državnemu zboru ali pa če potem pride do glasovanja o interpelaciji, ki je že vložena, ampak to ni prav zelo verjetno. Vendarle vas moram vprašati, gospa ministrica, če bi jo želel obdržati v vladnih vrstah, se vi kot stranka še vidite v takšni koaliciji? Zelo nehvaležno je nasploh situacija. Mislim pa, da tudi ni prva situacija, tudi verjetno so jo že imeli podobno v koalicijskih partnerjih, da se stranka odreče ministru. Jaz sem si želela, da bi ministrica po vseh pogovorih, ko je poslanska skupina izrekla nezaupnico, ko je vodstvo stranke prejšnji teden se s tem strinjalo, da mora prevzeti odgovornost, tudi sama opravila pogovor z njo, svetovala, naj se sama umakne. V situaciji, ko mora predsedstvo se odreči enemu ministru, zagotovo ni enostavno. Tako da še enkrat jaz pričakujem, da bo se spoštovalo odločitev predsedstva, o drugih scenarijih ta trenutek ne želim niti govoriti. Ja, v bistvu to je bilo moje naslednje vprašanje. Na N1 smo že poročali, da ste se najožje vodstvo stranke, torej tudi vi, z ministrico sestali v bistvu že v nedeljo, torej dan pred tem predsedstvom in ji takrat dali nekako še zadnjo možnost, da odstopi, preden jo k temu potem pozove predsedstvo stranke, kar je velika stvar, in je vztrajala, tako kot je včeraj vztrajala, da pač ne bo odstopila. Kako vi razumete to njeno vztrajanje, da ne priznava? A vi to razumete, da ne priznava objektivne odgovornosti ali kako? Težko sodim in tudi mislim, da ni pravilno, da odgovarjamo njenem imenu. Ona je imela včeraj priložnost in tudi zdi se mi pravilno, da ne govorim, kako je potekalo to predsedstvo, kakšne so bile tam vse izrečene besede. Je pa cenim to in tudi pozdravljam poteze tako ministrice kot gospoda Gojkoviča, da sta si vzela čas, da sta ravnala transparentno, da sta pravzaprav obadva pokazala, da želita tudi same dva vedeti oziroma razjasniti dodatno okoliščine. Ministrica, sami veste, je naredila določene poteze, ampak tu gre za nekaj več. Ko si še enkrat javni funkcionar, jaz sem z ministrico redno govorila, jo zelo spoštujem kot osebo, ampak vendarle v politiki smo tisti, ki smo imenovani strani ljudstva ali stranke, zelo hitro lahko objektivno odgovorni. Očitno so bile nepravilnosti na ministrstvu, očitno je veliko tudi nezaupanje med ljudmi in zato sem tudi ministrici vsaj dvakrat predlagala, da naj resno razmisli
v svojem odstopu. Ja, v bistvu ste že omenili, da sta bila včeraj na seji predsedstva oba, torej tako ministrica Švarc Pipan, ki je ostala preden ste potem opravili razpravo in glasovali, kot tudi, njega ste tudi že omenili, vaš član Uroš Gojkovič, ki je vodil v bistvu postopek tega spornega nakupa. Ministrica je ves čas vztrajala, da so bila nanj že v začetku v bistvu prenesena vsa pooblastila v zvezi s tem. V katerem delu se zgodbi ministrice in gospoda Gojkoviča razhajata? Če vam povem zelo iskreno, pa po poslušanju večkrat obeh, bi lahko rekla, da imata vsak veliko prav in ni veliko stvari, ki bi lahko rekla, se razlikujejo. Tako da ravno zato še enkrat, jaz nisem v vlogi raziskovalke, tudi stranka ne, niti ministrica ne in niti generalni sekretar ne. In ravno zato se mi zdi pravilno, da to upravljajo pristojni ljudje. Tako bo najlažje za vse in to je bilo tudi moje sporočilo predsedstvu. Je pa po informacijah, ki jih imamo, včeraj ministrica na tej seji predsedstva prst uperila tudi v vašega generalnega sekretarja Klemna Žiberta, ki je zelo vpliven, seveda v stranki, se je nenazadnje formalno drugi človek stranke, a ne, in prvi operativec. Boste tudi od njega v bistvu zahtevali zdaj pojasnila, glede na to, da se ga omenja v kontekstu te zgodbe? Marsikdo je mogel pojasnjevati, včeraj smo imeli zelo odkrito in iskreno debato, lahko pa rečem, da toliko kot je v tej zgodbi kazanja s prstov, rečemo vsakomur, če je kaj, ste odgovorni dati prijavo. In v tem primeru pa lahko rečem za generalnega sekretarja, ima jasna pooblastila stranke, po mojih informacijah ta zelo v redu upravlja. In je pa jasno, da kot generalni sekretar spremlja projekte, spremlja delo ministrstev. Dejstvo pa je, da kot generalni sekretar nima tiste zadnje politične odločitve, ki pa je v rokah vodij ministrstev. Da. Vprašanje morda na tem mestu tudi, gospa Fajon, zakaj ste v bistvu vi v stranki posegli po tako drastični potezi? Poziv k odstopu lastnega ministra je vendarle zelo ekstremna poteza za vsako stranko, to je vendarle treba priznati. Je to zato, da preprečite škodo, ki bi SD-ju lahko nastala pred evropskimi volitvami? Zaenkrat vi pridobivate, Gibanje Svoboda pada, pač pred temi volitvami ste vsi tekmeci, če tudi ste koalicijski partneri. Razprava o vloženi interpelaciji bi padla ravno v čas kampanje pred evropskimi volitvami. Ste to odločitev sprejeli tudi s pogledom na to, kar vas čaka v bistvu zdaj? Kot predsednica stranke sem bila verjetno v zadnjih tednih na precejšnji preizkušnji, opravila sem res veliko pogovorov, zelo se posvetovala, kaj je tista prava pot in na koncu je zagotovo prevladalo na eni strani dejstvo, da je slovenska javnost želela bistveno več odgovorov in ni več zaupala tudi ministrici kot taki, niti ne ekipa na ministrstvu, ne nazadnje pa, kar je ključno, predsedstvo stranke, ki je včeraj glasovalo soglasno. Ni to zame lahka pot, ampak jaz mislim, da je edina pravilna pot, da lahko normalno izpeljemo postopke. Tu zadaj ni računice, zagotovo ne. Z moje strani nasprotno celo moti me, da slišim različne komentarje, kako je ta stranka, ne vem, kriva za kaj. Če je karkoli, jaz nisem kriva za nič, nismo lopovi, ljudje delamo zelo korektno, delamo zelo iskreno in mislim, da rezultati to kažejo. Če pa je kdo delal kaj narobe, pa naj organi pregona to ugotovijo. Se je pa v stranki precej glasov oglasilo, da bi lahko pač vse te stvari in afere pred evropskimi volitvami, sploh ko je stranka v nekem zaletu, bom rekel, temu rezultatu zelo škodovali. To drži. Lahko na tem mestu že potrdite naše informacije, da ste se v bistvu v stranki že dogovorili, da bi po slovesu ministrice Švarc Pipan, dokler ne najdete njenega naslednika, pravosodno ministrstvo začasno vodil kohezijski minister Aleksander Jevšek? Najprej, kdo bo vodil ministrstvo, eno je, kaj mi želimo in kako bomo mi to reševali, drugo je seveda odločitev predsednika vlade. O tem se bova pogovarjala v nadaljnjih dneh. Moram pa reči, da evropske... Bo to vaš predlog? Bo vaš predlog za začasno? Zaenkrat takega o tem še nismo govorili. Najprej je seveda na ministrici in na predsedniku vlade, da povesta, kje v tej situaciji smo. Predsedstvo stranke se je izjasnilo. Torej, jaz mislim, da moramo najprej počakati na to. Moram pa reči, da evropske volitve so zame izjemno pomembne. Mogoče tudi kot za nekoga, ki ima lastno izkušnjo,
ker Evropa močno danes drvi tudi v napačno smer z divjim porastom skrajne desnice. In jaz si predvsem želim na teh evropskih volitvah se iskreno z najboljšimi kandidatkami in kandidati pogajati, pogovarjati o tem, kaj bo vloga Slovenije in v kakšni Evropski uniji. Tako da ne želim, da bodo te evropske volitve kakorkoli zmanipulirane na način, da bomo stranke med sabo tekmovale na domačem političnem parketu in med domačimi političnimi temami. Preizkušnja za Slovenijo in za Slovenke in Slovence na teh evropskih volitvah bo izjemno pomembno, kam Slovenija v naslednjih letih gre. In te teme bomo zagotovo v času kampanje odpirali tudi na N1. Seveda se bo pa težko izogniti tudi kakšni domači, vendarle to vse vpliva na, bom rekel, neko politično dinamiko znotraj in navzven. Še to za konec, glede na to, da gre za zgodbo, ki smo jo razkrili na N1, ste v SD že sprejeli odločitev, ali boste tožili kirurga in predsednika premijevega strateškega sveta za zdravstvo, dr. Erika Breclja, ki vas je večkrat označil za plenilsko stranko, pa še kaj je rekel, da zdaj ne naštevam vsega, in pri tem zdaj vztraja v bistvu. A ste že sprejeli to odločitev? Jaz bom najprej povedala svoje osebno mnenje, da sem izjemno razočarana od enega uglednega zdravnika, ki uživa ali naj bi užival zaupanje ljudi, da tako mirno, hladno s prstom kaže na lopove, na stranko, ki je lopovska. Jaz nisem enega evra vzela, se ne čutim lopov in je to ena groba žalitev. Tako da jaz mislim, da če ima dr. Brecelj karkoli, za kogarkoli, je dolžan o tem obvestiti pristojne organe. Kar tako počez pa zame ni več oseba, ki je vredna zaupanja. In seveda so ljudje v stranki, ki jih je to prizadelo, kot je prizadelo mnenje. In ja, razmišljamo o marsikateri potezi, bi pa jaz rekla, da smo ljudje na funkcijah, kot je tudi to vodenje strokovnega sveta, odgovorni, ker ljudje nam pa vendarle spremljajo, dajejo, jemljajo za zgled in jim moramo dajati zaupanje. Take pavšalne izjave in napadi na celotno stranko pa žal ne pristajam. Torej, če prav razumem, kaj najprej zdaj od njega pričakujete opravičilo, če tega opravičila ne bo in glede na to, kaj govori, bi kar rekel, da ga ne bo potem naprej. Jaz bi si predvsem želela, da bi ljudje, ki smo na nekih odgovornih javnih položajih, znali brzdati svoje besede. Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Rekel je, če bo prišlo do sojenja, upa, da bo to na Litijski. V tej sodni stavbi bomo videli, kaj se bo zgodilo. Za danes pa, spoštovana gospa ministrica Tanja Fajon, najlepša hvala, da ste prišli v naš studio. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo današnje zelo pestro politično dogajanje na N1 Info spremljali še naprej. Torej, sledi še sestanek predsednika vlade in Dominike Švarc Pipan ob 18. uri. Vse bomo spremljali in sproti poročali na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.